Ekipa, zdaj pa nekaj za novoletna druženja. Običajno jih organizirajo banke, zavarovalnice, kjer se srečamo različni ljudje. Če pridemo v podjetje, se že kar malo poznamo, poslovni partnerji, dobavitelji. Ampak če pa pridemo v neko institucijo, na neko prireditev, mreženje, kjer smo različni ljudje, pa je pomembnih par stvari. Prva stvar je elevator pitch. Se pravi, vaš nagovor, kdo vi ste, kaj vi počnete. Ne povejte, kaj je vaša profesija oziroma pozicija. Povejte, kaj delate vi dobrega, da vas bi drugi lahko poslušali. Zelo kratko in učinkovito. Če ne veste, kaj je elevator pitch, se pozanimajte. Ta druga stvar, dress code. Kako ste oblečeni? Ne s cufanem poloverju, obrabljenimi ovratniki, ali preveč seksi, ali premalo, ali preveč preprosto, ker pač jaz tak sem. Ne. Spoštovanje do gostitelja je že, da se uredite za primerno tej prireditvi. In ta tretja stvar, ne ubijajte ljudi z prodajo, z nekimi svojimi rešitvami in s produkti na tem dogodku. Ko ima človek v eni roki svojo najljubšo pijačo in v drugi roki kanape, ga ne ubijajte, ker ne boste prodali nič in delate škodo svojemu podjetju. Se pravi, novoletna srečanja in mreženja so primerna za pridobivanje kontaktov, kjer lahko pokličete pa rečete, da vas se kaj pogovori, da vas se kaj najdete. Takrat je čas za biznis, ne pa na srečanju samem. Ogromno profesionalcev vidim, ki pretiravajo. Ne boste prodali ta dan nič, naredite pa lahko veliko škodo sebi in svojemu podjetju. Tako da, uživajte, ne preveč, ampak pametno, pa pripravite se na to, kot na vsak ostali sestanek, kjer hočete narediti nekaj dobrega. Drugače v biznisu, plan 25 je narejen. Če ni plana, je depresija. Če pa je plan, se pa najprej spomniš, kako je bilo luštno v osnovni šoli, pa nisi rad šel. Uživajte.